Lepo pozdravljeni. Kot zadnjič, ko smo se tukaj srečali v nekoliko še bolj surovem vremenu kot danes, smo se vsi strinjali, da je prav, da te vaše zahteve resno proučimo, da se pregleda od prve do zadnje in potem, da tudi poslušamo glas ljudstva, ne da samo govorimo tako na pamet in zato, da se všečno sliši, ampak da tudi v resnici skušamo kaj uresničiti. Moram reči, da smo v naši stranki pregledali skrbno te zahteve in da se v 92% z njimi tudi strinjamo. Tam, kjer smo zapisali ne, smo pa tudi dali svoje obrazložitve, tako kot tudi druge stranke. Najbolj pomembno se nam zdi pri političnem sistemu, da čim prej sprejmemo nov volilni sistem, takšnega, kot smo ga mi zagovarjali že tudi, ko smo šli na volitve 2018. Se pravi, proporcionalni volilni sistem z možnostjo preferenčnega glasu, zato da vsaka volivka in volivec tudi dejansko lahko obkroži, kogar želi videti v parlamentu. Potem naša nekoliko drastična zahteva je tudi ukinitev Državnega sveta. Tudi to se nam zdi izjemnega pomena, kajti v tem mandatu vidimo, kaj je Državni svet. Že zdavnaj ne več tisto, kar naj bi bil zagovornik nekih interesov, ampak je politično telo, ki drži štango točno določeni opciji. To je, kar se tiče političnega sistema, pa seveda še bi se lahko kaj našlo. Nujno se nam zdi takoj po volitvah tudi razveljaviti vso sporno zakonodajo, ki je bila sprejeta pod to vlado, in razčistiti tudi s korupcijskimi zgodbami, ki so se v tem mandatu nabrale in jih gledamo vsak dan. Potem se nam zdi tudi najbolj pomembno, glede na to, da se nahajamo tudi v zdravstveni krizi, da se spopademo resno s problematiko zdravstvenega sistema, da poskušamo omejiti tako imenovano dvoživkarstvo, kajti sistem, ki ga imamo danes, ne vodi v kakovostno javno zdravstvo, ampak vodi daleč stran od tega. In si ne želimo, da se zgodi tako kot pri zobozdravstvu, da bomo vse storitve plačali. In tukaj bo potreben res konsenz vseh političnih strank, da končno ukinemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, o katerem se govori že 15 ali 20 let. Potem nadalje se nam zdi tudi seveda najpomembnejši ta tako imenovani zeleni prehod, kajti v bodoče vse bo podrejeno temu, tako tudi gospodarstvo, tako tudi okoljevarstvo in vse dejavnosti, s katerimi se vsak dan soočamo in ki so del našega delovanja vsak dan in naše celotne družbe. Zato bo temu potrebno posvetiti tudi veliko pozornost, kajti spremembe se že dogajajo in spremembe so tukaj, zato si ne smemo več zatiskati oči. Potem se nam zdi tudi pomembno, da začnemo vlagati v znanost, da do leta 2026 pridemo na 1,5% BDP-ja, kar seveda še vedno ni velika številka, ampak kljub vsemu, če smo sposobni vsako leto zagotoviti dodatnih 100 milijonov evrov proračun za raziskave in razvoj in posledično tudi priti na 3% BDP-ja v celoti z vsem, kar je povezano z raziskavami in razvojem, potem bomo lahko rekli, da smo vendarle nekaj naredili. Naša politika je politika, da ne obljubljamo preveč, da tisto, kar obljubimo, skušamo držati in tako si zastavljamo tudi realne cilje. Kajti cilji morajo biti realni in poskušamo tiste uresničiti, kot pa da bi gradili neke gradove v oblakih, ki se kasneje izkažejo za neresnične
in potem ne realiziramo niti osnovnih stvari. Zato še enkrat ponavljam, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sprememba volilnega sistema, razčiščenje s korupcijo in potem vlaganje v javno zdravstvo, javno šolstvo, v raziskave in razvoj. To bi bilo danes na kratko, seveda več pa bomo slišali o tem tudi tekom kampanje. Hvala vsem predstavnikom Glasu ljudstva in upam, da bomo tudi po volitvah sodelovali ravno tako, kot smo sodelovali zdaj. Hvala lepa.